Spoštovani, z namenom podaje objektivnih informacij v povezavi s primerom odvzema govedi na kmetiji v Leskovcu pri Krškem, bom kot direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo pa varstvo rastlin pojasnil splošne okoliščine glede inšpekcijskega postopka ter dodatno še v zvezi s postopkom inšpekcije v smislu naše nadzorstvene funkcije v zvezi s tem primerom odvzema živali. Če začnem za splošnimi okoliščinami odvzema. Uprava za varno hrano je 10. novembra 2024 prejela prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetijskem gospodarstvu na območju Leskovca pri Krškem. Tako je bil z naše strani potrjen prejem prijave in ta je bila takoj dodeljena krajevno pristojnemu območnemu uradu. Na tem območnem uradu je na to strani direktorice urada bila zadeva dodeljena uradni veterinarki. Tako je na to inšpekcijski nadzor uvedla uradna veterinarka območnega urada v Novem mestu. V okviru inšpekcijskega nadzora je tekom ugotovitvenega postopka zaznala takšne kršitve zakonodaje oziroma zakona o zaščiti živali, da se je na podlagi tega odločila 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzeti živali dosedanjemu skrbniku. Uradna veterinarka, ki vodi inšpekcijski postopek, je včeraj, 23. novembra, izdala odločbo oziroma pisne odprave pustne odločbe na zapisnik z dne 14.11. S pravnim poukom, v katerem so opisane možnosti zavezanca za pritožbo. Glede na informacije, ki so se pojavile v javnosti, da se je odvzem živali zgodil kot posledica nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali, je potrebno poudariti, da je možnost trajnega odvzema živali v veljavi že od leta 2013. Tudi glede informacije, da je prijava prišla strani nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali, smo že objavili in ne ponovim, ne drži. Nujno pa je treba tukaj poudariti, da je inšpektor in tudi organ dolžan varovati tajnost vira prijave in vira tudi drugih informacij, na podlagi katerih upravlja inšpekcijski nadzor. Glede informacij o preteklih nadzorih na dotičnem gospodarstvu, dodajam to. Na tem istem gospodarstvu je bila leta 2018 po uradnem nadzoru uradnega veterinarja izdana ureditvena odločba za odpravo ugotovljenih neskladnosti. Ugotovljene so bile neskladnosti v zvezi z identifikacijo in registracijo živali ter v zvezi z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v hlevu z namenom preprečevanja tehnopatij pri živalih. Poleg tega je bil letos septembra opravljen tudi redni letni pregled strani veterinarske organizacije s koncesijo, v okviru katerega so bile tudi ugotovljena neskladja v zvezi z zagotavljanjem pravočasne veterinarske oskrbe živali ter z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v samem objektu, torej hlevu. Glede na ugotovljeno je koncesionar skrbniku živali izdal pisno navodilo za odpravo nepravilnosti. V zvezi z vprašanjem oziroma dilemami o tem, katere osebe so lahko prisotne v takšnih primerih oziroma postopkih, je potrebno pojasniti, da v tem odloča uradni veterinar, ki vodi postopek odvzema živali. Sodeluje pa lahko izvedenci, veterinarji veterinarskih organizacij, prevozniki živali, potem osebe, ki pomagajo pri postopkih ravnanja z živalmi, zavetišča in podobne institucije. Lahko je prisotna seveda tudi policija. Zakonodaja določa, da za posamezna strokovna dela v inšpekcijskih postopkih oziroma zadevah lahko upravljajo pa specializirane organizacije, zavodi, posamezniki, kadar ni nasprotje z javnim interesom oziroma interesi udeležencev postopka. Če pridem na same nadzorstvene funkcije, tekom postopka kolegice sem ločen od tega postopka glede na ugotovitev o pregledovanju spisne dokumentacije odredil
nadzore na mesto vseh nastanitev živali z namenom zagotavljanja dobrobiti živali. Ti nadzori so se zgodili takoj. Dobrobit teh živali je zagotovljena. Odredilo pa se je prepoved premika teh živali iz teh gospodarstv do nadaljnjega postopanja oziroma odločanja uradnih veterinarjev. Na inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo po izdaji pisnega odpravka ustne odločbe strani kolegice to preučili in sedaj v osmotru zakonitosti, na kar nas zavezuje tudi zakonodaja, bomo tako tudi postopali. Namreč danes sem izdal sklep o izredni verifikaciji oziroma preverjanje zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora v postopkih na področju zaščite živali za območni urad Novo mesto v povezavi z dotičnim primerom. Z sklepom je določena komisija za presojanje in pa tudi poročanje o tem. Uprava za varno hrano, veterinarstvo pa varstvo rastlin bo po zaključku tega postopka verifikacije tudi seznanjala javnost v ugotovitvah teh. V interesu izvedbe izredne verifikacije tega uradnega nadzora postopka trenutno vsebinsko ne morem komentirati. Komentiram lahko samo svoje odločitve, te pa so odreditev nadzoru na novih lokacijah odvzetih živali ter odreditev verifikacije postopka. Hvala.